Živim, da si narodi, ki krepeni dočakat dan, da kodem sonce oni, prebili svita bo pregnan. Narodja, prosbov sraz, ne vrakle sosed bo meja. Narodja, prosbov sraz, ne vrakle sosed bo. Ne vrakle sosed bo meja. Spoštovano občinstvo, dame in gospodje, toplo dobrodošli na slavnostni podelitvi plaket Državnega sveta Republike Slovenije za najzaslužnejšo prostovoljko in prostovoljca v letu 2016. Danes bomo nagradili človečnost, prostovoljce, ki svojim delom blažijo družbeno neenakost, prevzemajo vlogo socialnih aktivistov ter so glas najbolj ogroženih prebivalcev Slovenije. O velikem pomenu prostovoljcev priča že podatek, da opravijo več kot 6 milijonov delovnih ur in brezplačnega dela, vrednega več kot 64 milijonov evrov. In to samo zato, da se zboljša vrednost, kvaliteta in smisel našega življenja. Spoštovani zbrani, naj bo ta uvod tudi iztočnica za uvodni pozdrav predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Mitjo Bervarja. Dragi prostovoljke in prostovoljci, visoki gostje, spoštovani podpredsednik Državnega sveta, gospod Branko Šumenjak, spoštovana varuhinja človekovih pravic, gospa Vlasta Nussdorfer, nekdanji predsednik Državnega zbora, gospod Jozef Školč, prav tako lep pozdrav predsedniku Turistične zveze, gospodu Misi, predsedniku Olimpijskega komiteja, gospodu Gabrucu, državnim svetnikom, vsem tistim, ki ste dali pobude za ta čudovit dan in to čudovit dogodek, ki ga danes tukaj imamo. Predvsem pa lep pozdrav vam, spoštovani prostovoljke in prostovoljci, zaradi česar smo se v bistvu danes tudi zbrali. Torej, dovolite, da vas pozdravim v imenu Državnega sveta in v svojem imenu Republike Slovenije, drugega doma slovenskega parlamenta na današnjem svečanem dogodku, podelitvi priznanj najzaslužnejšim društvenim delavcem za leto 2016. V Državnem svetu že vseh 25 let naše samostojnosti močno podpiramo sodelovanje z društvenimi organizacijami, s prostovoljkami in prostovoljci, saj je Državni svet v svojem pomembnem delu nekako zastopnik interesov civilne družbe. Državni svetniki se še posebej zavedamo, da je prostovoljstvo eden temeljnih stebrov civilne družbe. Z njegovo pomočjo se širijo med ljudi najplemenitejše vrednote. Prizadevanje za mir, svobodo, varnost, pravičnost in tako dalje in predvsem pa priložnosti za vse. Gonilo uresničevanja teh največjih ciljev človeštva ste prav vi, dejavni prostovoljci, ki se svojim entuziazmom, ustvarjalno in pozitivno energijo ustvarjate vezi med ljudmi. Lahko rečemo, da ste srčika, jedro civilnosti. S tem, ko pletete trdno socialno mrežo v društvenih in z njihovo pomočjo navzven v okolje, osmišljate vsakodnevno življenje mnogih soljudi, jih usmerjate v uresničevanje njihovih talentov in ustvarjalnosti. Ter posledično uresničujete poslanstvo lastne človečnosti v najbolj plemenitem smislu besede. Ste hrbtenica družbe,
ki podpira občutek skupnosti in pripadnosti. Skozi prostovoljstvo se uveljavljajo številne pravice in odgovornosti ter uresničujejo mnogi človeški potenciali. Prostovoljstvo pa pomeni tudi možnost za premostitev razlik, ki nas v vsakdanjem življenju prepogosto ločujejo. Prostovoljstvo ponuja pot, da lahko kljub velikim družbenim in individualnim razlikam živimo skupaj v zdravih, zadovoljnih skupnostih. Je način, da izražamo skrb za drugega in iščemo rešitve za skupne probleme. Številne raziskave so pokazale, da je v tistih družbah, v katerih so ljudje bolj vključeni v prostovoljne dejavnosti, bistveno hitrejši in uspešnejši razvoj tako družbe, malega podjetništva in predvsem demokratičnosti v tej družbi. Današnji dan prostovoljstva je priložnost, da se našo skupnost opomni na vaše neprecenljivo delo. Da spomnimo javnost, da prostovoljke in prostovoljci vsak dan požrtvovalno delujete na številnih področjih za dobrobit posameznikov, skupin in širše družbe, tako na lokalni, nacionalni kot mednarodni ravni. Prav je, da se vaše delo in vaša osebnost javno izpostavi kot zgled plemenitosti, solidarnosti in sočutja. Dobri zgledi namreč vlečejo k posnemanju tudi drugih in so lahko najlepši zgled, zlasti mladim, da tudi ti v njih v čim večjem številu seveda stopijo zraven in kot dragoceni občutek koristnosti in predanosti za druge. Vendar pa je mednarodni praznik prostovoljstva tudi priložnost, da se opozori na pomen in vlogo prostovoljstvu naklonjeno podporno okolje lokalnih skupnosti in države. Vsekakor ima vlada v svojih rokah mehanizme, s katerimi lahko spodbuja pozitivne spremembe v družbi, tudi z ustreznim vrednotenjem prostovoljstva in promocijo prostovoljstva med ljudmi na nacionalni in lokalni ravni. Lahko rečemo, da državni svetniki z svojimi predlogi ravno to stvar tudi izpolnjujemo. Drage prostovoljke in prostovoljci, dragi ljudje dobrega srca, veliko čast nam je, da se je danes v državnem svetu zbral cvet prostovoljstva, ki so svojim delom pustili pomemben pečat v naši družbi. Mnogi med vami se prostovoljstvo predajate že veliko let, tudi 30, 40 in več. Žal od prostovoljcev se prevečkrat znamo le pričakovati. Tisto zadnje, hvala, pa se včasih kar nekako izgubi. Torej, v imenu državnega sveta in v svojem osebnem imenu se vam zato iskreno zahvaljujemo za ves vaš dosedanji trud in požrtvovalnost. Zaradi vas je življenje ljudi v Sloveniji lepše. Hvala. Hvala lepa, gospod Brvar. Zdi se, da je prostovoljstvo Slovencem v krvi že celo našo zgodovino. Vse planinske poti v Sloveniji so narejene in obnavljene s pomočjo prostovoljskega dela. Vsa društva, ki delujejo v večjih ali manjših krajih, povsod so ljudje, ki prostovoljno skrbijo za višjo kakovost življenja v skupnosti. Od gasilcev, skavtov, tabornikov, planincev, turističnih in humanitarnih delavcev pa do varuhov kulturne dediščine. Prostovoljci na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni prispevajo k vzpostavitvi človečnosti tam, kjer so institucije zatajile. Glasba pa nikoli ne zataji, ta vedno poboža. Z njo segamo do neba in se dotikamo sanj v sebi. Moški vokalni kvintet Aeternum iz Pomurja že lep čas navdušuje tako staro kot mlado s svojimi več kot odličnimi vokali. Na začetku so nam zapeli Zdravljico, slovensko himno, ki jo je uglasbil Stanko Premrl. Sedaj pa vas čaka ljudska v priredbi Marka Bajuka Sijaj, sijaj, sončece. Sije, sije, sončece, oj sonce rumeno, kako
posjalo sonce, se močno žalostno. Sonce zgodaj pride, i rade šele šale, ostati morajo. Drumla, sonce zgodaj i rade šele žale, pa ostati morajo. Sijaj sončice, oj sonce rumeno, kako bom sjalo sonce, samočno žalostno. Sonce zgodaj citarnajo, doma bi radi žrali, mačevine nimajo. Drumla, sonce zgodaj citarnajo, doma bi radi gnali, pač vide nimajo. Sijaj sončice, oj sonce rumeno, kako bom sjalo sonce, se močno žalostno. Sedaj pa na oder ponovno vabim predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Mitjo Bervarja, ki bo podelil plakete najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem za leto 2016. Našo prvo prejemnico je predlagala Planinska zveza Slovenije. Svoje delo pa gospa dejavno opravlja že 36 let. Gospa Milena Brešan, izvolite po plaketo. Milena Brešan je že od leta 1969 članica Planinskega društva Tolmin in s tem tudi Planinske zveze Slovenije. Kot tajnica se je aktivno vključila v delo društva. To funkcijo je opravljala vse do leta 1989, ko so ji člani na podlagi njene resnosti in zanesljivosti zaupali delo predsednice Planinskega društva Tolmin. To uspešno opravlja še danes, že 27. leto. Njena prizadevanja znotraj društva so bila kmalu vidna tudi navzven, zato je bila za obdobje 1994 in 1998 imenovana za predsednico Meddruštvenega odbora planinskih društev Posočja. Več let je bila članica upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, tudi v sedanjem mandatu. Opravljala je tudi druge naloge v okviru Planinske zveze Slovenije, med drugim je bila vodja odbora za članstvo. Med vsemi nalogami je vedno našla dovolj časa za delo v odseku za izletništvo v matičnem društvu in skozi izobraževalni program Planinske zveze Slovenije. Dosegla je tudi naziv planinske vodnice A, B in D kategorije. V sklopu izletniškega odseka Planinskega društva Tolmin tako vsako leto popelje člane na izlete in pohode po Sloveniji. Planinsko društvo Tolmin oskrbuje kočo na planini Razor, zato Mileni Brešan gospodarjenje ter delo v takšnem objektu ni tuje. Je tudi članica uredniškega odbora glasila Krpelj, ki ga izdaja Planinsko društvo Tolmin in ki ob vsakem izidu obsega dobrih 40 strani. Gospa Milena, iskrene čestitke in dovolite mi vprašanje. Zanima me, kaj je na Slovencih takšnega, da smo tako silovito navezani na gore. Tudi ko gremo v tujine, je pogosto naša edina želja in misel videti naše hribe in planine. Ja, jaz sem iz kraja, kjer ko se zbudiš zjutraj, vidiš gore. In ko so ti gore že v genih, potem ne moreš drugače, kot da se dnevno, oziroma kadar ti pa čas dopušča in kadar zmoreš, odpraviš tja gor, kjer pozabiš na vse skrbi, tako kot pojejo pesmi in kot je dejansko tudi res. Je planinstvo nekaj takšnega, zaradi česar se nam klanijo tudi veliki narodi?
Nedvomno, saj prav pred kratkim smo spremljali naše športne plezalce, da o alpinistih sploh ne govorimo in v društvih planinskih, pa tudi ste že prej omenili, skrbimo za koče, skrbimo za potis, ne nazadnje skrbimo za podmladek. V glavnem veliko dejavnosti imamo, tudi seniorske aktivnosti v zadnjem času so vedno bolj pogoste, tako da mislim, da smo res tisti del družbe, ki skrbi za ljudi, skoraj od rojstva pa do smrti. Iskren poklon in iskrene čestitke. Hvala lepa. Naša naslednja prejemnica plakete je dokaz, da leta niso ovira za prostovoljstvo. Predlagana je bila na pobudo društva Tvoj telefon. Z iskrenim veseljem bi na oder povabili gospo Slavo Dragolič, vendar se je opravičila zaradi okrevanja v UKC-ju Ljubljana in se žal ne bo mogla udeležiti slavnostne podelitve plaket. Bo pa v njenem imenu plaketo prejela predsednica društva Tvoj telefon, gospa Elida Džanič. Gospa Slava Dragolič je svojo prostovoljsko pot začela na Ravnah, kjer je ustanovila kulturno društvo literatov Mežiške doline in tako skrbela za dvig kulture na Koroškem. Na Notranjsko, kjer je tudi rojena, se je vrnila leta 2001 in se nastanila v Postojni. Prostovoljka društva Tvoj telefon, ki nudi telefonsko pomoč ljudem v stiski, je postala leta 2002. V društvu je aktivno vključena v pomoč uporabnikom socialnih storitev. V letih 2008, 2009, 10, 12 in 14 je prejela priznanje za najprostovoljko leta. Leta 2002 se je priključila društvu Siničke Pivka, v okviru katerega so leta 2004 na njeno pobudo začeli izdelovati punčke iz cunj za UNICEF. Od takrat naprej se društvo imenuje Modre Siničke. Društvo in skupino je uspešno vodila vse do leta 2014. Z izdelavo punčk iz cunj, s prodajo katerih pomagajo vsem otrokom sveta, se ukvarja še danes kot članica UNICEF-a. V letu 2012 je od slednjega za svoje dolgoletno in predano delo prejela tudi priznanje. Slava Dragolič je dolgoletna članica in prostovoljka v društvih, ki se ukvarjajo s humanitarno dejavnostjo in tako neprecenljivo prispeva k humanizaciji odnosa do uporabnikov socialnih storitev. S prostovoljnim delom v društvu Tvoj telefon, dnevnem centru Šent, branjem pravljic v domu upokojencev Postojna ter z nudenjem pomoči žrtvam nasilja in starejšim predstavlja umestni člen med institucijami in uporabniki in daje socialnim storitvam človeški obraz. Slava Dragolič prav tako piše poezijo in pravljice za otroke, njeno delo pa je bilo večkrat objavljeno tudi v medijih. Z empatijo, sprejemanjem drugačnosti ter borbo proti diskriminaciji ranljivih skupin je Slava Dragolič zgled socialnega čuta, ki ni ugasnil niti pri njenih 84 letih. Na njeno čimprejšnje okrevanje. Naslednji prejemnik plakete je dokaz za to, na kako različnih področjih je prisotno prostovoljstvo. Predlagatelj plakete je državni svetnik Miloš Pohole. Na oder pa vabim gospoda Leona Drameta, ki se že 46 let aktivno udeležuje prostovoljnega dela. Leon Drame se amatersko udejstvuje v jamarstvu. Vse od leta 1970 je član jamarskega društva Rakek, bil je podpredsednik društva in od leta 1981 pa do 1992 tudi njegov predsednik. Leto kasneje je ustanovil prirodoslovno društvo Šimdra. Je član društva ljubiteljev železnic Železna cesta Ljubljana, veteran kluba Soteska, bil je tudi član kulturno-prosvetnega društva Laze ter pustnega društva Cerknica. Med leti 1974 in 1986 je bil član strokovnih komisij Jamarske zveze Slovenije, član izvršnega odbora in do leta 1993 tudi predsednik službe za izobraževanje. V Savezu speologa Jugoslavije je bil vodja podkomisije za kataster in član predsedstva. Za delo v organizacijah je prejel 15 priznanj. Je član Združenja veteranov vojne za Slovenijo, leta 2001 pa je prejel spominsko medaljo.
Je član Slovenskega etnološkega in rodoslovnega društva. Do leta 2001 pa je bil tudi podpredsednik badminton kluba Rakek. Leon Drame je aktivni predsednik Polharskega društva Javorniki Rakek in že 8 leto zapored vodi Polharski krožek v okviru Srednje gradbene in lesarske šole Postojna. Že 5. leto pa pod njegovo taktirko teče tudi golf krožek na osnovni šoli Miroslava Vilharja v Postojni. Je član Čebelarskega društva Rakek in prostovoljnega gasilskega društva Postojna. Od leta 2005 je član društva Bibliotekarjev Ljubljana, objavljenih ima 28 biografskih enot, v okviru rodoslovja pa ima v lasti eno največjih zbirk oseb v svetu. Od lani pa se udejstvuje tudi kot prostovoljec v okviru Centra za socialno delo Postojna. Iskrene čestitke. Samo informativno vprašanje, ste kdaj šteli, v koliko društvih vse ste vključeni? Ja, 14. Res? Ja. Pa kje najdete čas za vse to? Ja, nisem poročen, pa imam čas, ne. Kakšen je pa svet tam pod zemljo? Jamar ste, strasten jamar. Kako drugače se vrti svet tam spodaj pod zemljo kot tu zgori? Ja, ne vem. Bolj tišina je, zelenjani, po zimi je recimo led. Več pa ne vem. Pa prostovoljstvo vas verjetno navdihuje tako za sebe? Ja, seveda. Ne. Ne vem, kaj bi povedal, sem se menil z enim zidarjem, ne, kako sem jaz vsem sosedam pomagal, ne, on je pa rekel moje mame, ne, ko sem neumen. Pa sem si rekel, veš, noben bo nad sabo nesel. Jaz nisem noben med služan, tebe bo pa še dolkarija lovila. Ne? Iskrene čestitke. Turizem je eno od področij, ki nam na svoj način nastavlja ogledalo. Turizem ni samo način življenja, je predvsem stanje našega duha, ki se pogosto kaže v urejeni zunanjosti naše krajine, v urejenosti mestnih in vaških jeder, pa tudi v gostoljubnosti. In tu so ključni ljudje. Predlagatelj naslednje plakete je Turistična zveza Slovenije. Na oder pa vabimo gospoda Pavla Groznika, ki ima za seboj že 30 let dejavnega prostovoljnega dela na področju združevanja in povezovanja lokalne skupnosti. En aplavz za pogum. Pavel Groznik je dolgoletni društveni delavec, aktiven na različnih področjih širše civilne družbe. Kot velik poznavalec zgodovine domačega kraja se vseskozi zavzema za prepoznavnost Višnje Gore in njene okolice, s svojim delovanjem pa je pomembno pripomogel tudi k širši prepoznavnosti občine Ivančna Gorica in slovenskega turizma. Je dolgoletni član turističnega društva Višnja Gora, več mandatov je bil tudi njegov predsednik. Že 20 let je član izvršnega odbora Občinske turistične zveze in od leta 2007 tudi njen predsednik. Pri svojem delu se še posebej zavzema za širjenje turistične društvene organiziranosti in za ustanavljanje novih društev. V okviru Občinske turistične zveze Ivančna Gorica tako deluje kar 12 turističnih društev. Pavel Groznik se zavzema za urejenost krajev in čisto okolje, deluje tudi v občinskih in medobčinskih ocenjevalnih komisijah, več let tudi pri projektu Turistične zveze Slovenije Moja dežela lepa in gostoljubna. Aktivno deluje pri organizaciji vsakoletnega pohoda po Jurčičevi poti, ki se ga udeleži več kot 1000 pohodnikov iz vse Slovenije. Je gonilna sila tradicionalnega praznovanja Dneva državnosti na Polževem, sodeluje pa tudi pri drugih pomembnejših prireditvah lokalnega in širšega pomena. Je član več lokalnih društev, še posebej aktiven je v Društvu prijateljev Kon Višnja Gora, Planinskem društvu Polž in Kulturnem društvu Janez Cigler. Pavel Groznik je bil aktiven tudi na družbeno-političnem področju. Več mandatov je bil predsednik krajevne skupnosti Višnja Gora in en mandat tudi član občinskega sveta občine Ivančna Gorica.
Pavel Groznik je svojim dolgoletnim delovanjem na področju civilne družbe pomembno prispeval k razvoju turizma in turistične društvene dejavnosti v občini Ivančna Gorica. Pri svojem delu pa je vedno deloval povezovalno in z občutkom za prostovoljstvo. Za njegov prispevek v turistični društveni organizaciji mu je Turistična zveza Slovenije leta 2005 podelila posebno priznanje z zlatim znakom. Iskrene čestitke. Samo še vprašanje, kako težko je lokalno skupnost na lokalnem nivoju zmotivirati, da se nekaj dela za skupno dobro? Ja, mislim, če hočeš, ni nič težko. In jaz sem vesel, da živim v Sloveniji, da živim v majhnem mestecu v Višnji Gori in bodite vsi ponosni, da smo v Sloveniji. Jaz sem eden redkih Slovencev, ki sem obšel vse mejne prehode, velike, srednje, male, okrog Slovenije, prečesal Slovenijo, ker sem bil član komisije Turistične zveze pri oceni krajev in moram reči, da tako lepega kraja, tako lepe dežele, sem jih pa kar nekaj videl po svetu. Zle pa ne boste našli. Bodimo ponosni, da smo Slovenci, da smo prijatelji in da tu živimo vsak svoj vek. Hvala lepa. Iskrene čestitke. Sedaj pa naj govori glasba. Skladba Jakoba Ježa na besedilo Franca Sušnika, samo za vaša ušesa, moški vokalni kvintet Aeternum. Iz nas stoletij, iz idejki velikih samorastnik je sejal med nas. Zori resničnost naših dni iz dneva v dan vse bolj sami si utiramo pot in cilje. Prostotovarne polja nam šari, vrvi mravlišče strojem ljudi, da srečno bi uspevali in cveteli za domovino. Za nas in navrot, za vse nas in navrot. Iz nas stoletij, iz idejki velikih samorastnik je sejal med nas. Zori resničnost naših dni, iz dneva v dan vse bolj sami si utiramo pot in ciljem iz nas stoletij dan. Predlagatelj naslednje plakete je Rdeči križ Slovenije, Zveza združenj. Na oder vabimo prejemnika plakete Stanislava Kalana, ki ima za seboj kar 46 let prostovoljnega dela. Stanislav Kalan je najprej sodeloval v krajevni organizaciji Rdečega križa Primskovo. Vseskozi je bil njen aktivni član, pri čemer je 26 let deloval kot podpredsednik in 6 let kot predsednik. V njegovem obdobju je krajevna organizacija Rdečega križa pričela sodelovati z osnovno šolo Simona Jenka Kranj. Vsako leto ob tednu Rdečega križa sodeluje pri sprejemu prvošolcev med mlade člane. Kot predsednik krajevne organizacije je sodeloval pri ustanovitvi Koronarnega društva Kranj s sedežem na Primskovem.
Tudi organizacija številnih srečanj starejših in invalidov v krajevni organizaciji Rdečega križa Primskovo je potekala na njegovo pobudo. Že 35 let je aktivni član območnega odbora območnega združenja Rdečega križa Kranj, 2 mandatni obdobji je bil njegov predsednik, podpredsednik. Aktivno sodeluje pri organizaciji krvodajalskih akcij, pri čemer je tudi sam dolgoletni krvodajalec, za kar je prejel številna priznanja in zahvale. Na pobudo Stanislava Kalana je območno združenje Rdečega križa Kranj vzpostavilo sodelovanje z Združenjem prostovoljnih krvodajalcev iz Doberdoba, kar je bilo potrjeno s podpisom listine o trajnem sodelovanju. Kot član območnega združenja Rdečega križa Kranj sodeluje v Komisiji za organizacijsko-kadrovsko vprašanja in Komisiji za krvodajalstvo. Posebno skrb namenja ekipam prve pomoči območnega združenja Rdečega križa, kot aktivni organizator pa je udeležen v vseh akcijah, ki potekajo v organizaciji omenjenega združenja. Iskrene čestitke. Slovenci smo v krvodajalstvu eni izmed najbolj solidarnih na svetu. Kaj to pomeni, pove o nas samih? Ja, to pove, da smo zelo dobri do sočloveka in da so prijazni do drugih ljudi in tako tudi mora biti. Ker to je najlepše in najboljše, če lahko nekdo podari delček sebe drugemu. Iskrene čestitke. Zveza prijateljev mladine Slovenije je predlagatelj naslednje plakete za najzaslužnejšo prostovoljko leta 2016. Na oder vabimo profesorico Lijano Kalčina. Lijana Kalčina je profesorica pedagogike. V letih 1979 in 1997 je bila strokovna sodelavka in generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije ter kasneje direktorica Informacijsko-dokumentacijskega centra Sveta Evrope v Ljubljani. Trenutno opravlja delo svetovalke za mednarodno sodelovanje, analize in publikacije pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije. Dolga leta je bila in je še vedno aktivna v nevladnih organizacijah. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije je bila snovalka programov Otroški parlamenti in Evropa v šoli ter soustanoviteljica brezplačne telefonske linije za otroke in mladostnike Tom Telefon. Od leta 2003 do 2015 je bila predsednica komisije in kasneje Nacionalnega odbora za otrokove pravice pri Zvezi prijateljev mladine. V tem času je vodila strokovna izobraževanja za osebnostno rast otrok in mladostnikov ter izobraževanje za dvig kompetenc mentorjev v okviru programa izobraževanj za otroške parlamente. Bila je avtorica številnih prispevkov in člankov na konferencah, seminarjih in posvetih nevladnih organizacij. Je dobitnica zlatega znaka Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki je najvišje priznanje omenjene zveze za dolgotrajno in izjemno uspešno delo na področju dela z otroci in mladostniki. Je tudi soavtorica etičnega kodeksa in organiziranega prostovoljstva, ki je bil sprejet januarja leta 2006. Bila je tudi ustanovna članica UNICEF Slovenija ter članica upravnega odbora Slovenske filantropije. Trenutno je članica neodvisnega in samostojnega telesa Sveta za odziv na sovražni in diskriminatorni govor. Prostovoljni prispevek Lijane Kalčina znotraj Zveze prijateljev mladine Slovenije in delo, ki ga je opravila v okviru drugih nevladnih organizacij, je za razvoj prostovoljstva v Sloveniji izjemnega pomena. Iskrene čestitke. Slišite dosti težkih zgodb v času, ki ga živimo, več kot desetletje nazaj? Pravzaprav je tako, da morda je osveščenost vseh nas večja in zato je zgodb več, ki jih slišimo, na katere se odzivamo, da pa so otroci bili in so še vedno deležni tudi neprijaznega ravnanja, nasilnega ravnanja, pa seveda, da ne govorimo o tem, da je med otroki tudi veliko takih, ki živijo s svojimi starši na socialnem robu in potrebujejo svojevrstno
in drugačno pomoč tudi nas prostovoljcev. Dobite z leti debelo kožo ali se vas še vedno dotaknejo te zgodbe? Ne, nikdar ne dobiš debele kože, če si človek in se kot človek odzivaš. Včasih me skrbi, tudi sama sem se povprašala, sem dobila morda debelo kožo, ko je položaj otrok v svetu zares hud. Samo spomnimo se na Sirijo in na stotine, na tisoče otrok, ki morajo kot begunci bežati, pa ne samo na nje, ki bežijo, ampak tiste tudi, ki izgubijo življenja. Pa se mi zdi, da smo v zahodnem svetu skoraj da neobčutljivi in da smo že dobili debelo kožo, to pa me skrbi. Veliko uspeha pri vašem nadaljnjem delu vam želim in čim več veselih in optimističnih zgodb. Hvala lepa. Naslednji prejemnik plakete je član najhitrejše in najmočnejše prostovoljne sile v Sloveniji. Poplave, ujme, žled. Povejte mi, kdo vam bo hitreje in bolj množično pristopil na pomoč kot ravno prostovoljni gasilci? Ja, slovenska solidarnost v gasilstvu nima meja. Je del naše kulture in tradicije. Gre za poslanstvo in zavezo, da bo gasilec pomoč drugemu postavil pred lasten strah in nagonski beg od življenjskih nevarnosti. Predlagatelj naslednjega prejemnika je Gasilska zveza Slovenije. Na oder vabimo prejemnika plakete Janeza Konciljo, ki ima za seboj kar 52 let prostovoljnega dela. Janez Koncilja je v vseh letih od vstopa v gasilske vrste leta 1964 izkazoval izrazit odnos do prostovoljstva in humanitarnega poslanstva in je še danes nesebično predan gasilstvu. Najpomembnejša je njegova operativna dejavnost, kjer se je pojavljal v različnih funkcijah, od poveljnika društva in kasneje poveljnika Gasilske zveze do namestnika regijskega poveljnika. V času poveljevanja je uspešno vodil večje število intervencij. Za zahtevnejše je izdelal temeljite analize, ki so pripomogle k boljši učinkovitosti nadaljnjih posredovanj gasilskih enot. Janez Koncilja je tudi sam sodeloval v številnih intervencijah, na eni izmed teh je rešil življenje človeka, za kar je prejel odlikovanje za hrabrost. Poleg operativnih aktivnosti se veliko ukvarja z vzgojo in usposabljanjem gasilske mladine, še posebej se zaveda pomena ustreznega znanja gasilcev za opravljanje zahtevnih operativnih nalog. Kot inštruktor predava gasilsko tematiko, organizacijo gasilstva, zaščito telesa in dihal, veliko skrb pa posveča ustreznim praktičnim vajam tečajnikov. Veliko prostovoljnega dela Janez Koncilja vlaga v tekmovalno dejavnost. Kot član tekmovalne ekipe je bil udeležen na 3 gasilskih olimpijadah, svoje znanje pa je širil tudi na druge ekipe, zlasti mladinske, s katerimi je dosegal odlične uspehe. Janez Koncilja je izven Gasilske zveze Slovenije poznan kot prostovoljec in humanitarni delavec. S tem si je pridobil spoštovanje ne samo v svoji občini, pač pa tudi v širšem slovenskem prostoru. Iskrene čestitke. Že 52 let se izpostavljate ognju, vlagi, žledolomu, vsemogočim tegobam. Zato, da si gasilec, moraš imeti srce. To zanesljivo. In naj ne bo oguljena fraza, ki jo sicer gasilci radi večkrat ponovimo, da je biti član gasilske organizacije pravzaprav način življenja. Ker ko enkrat začneš, si vedno v tem, da si stalno pripravljen na klic in seveda na pomoč bližnjim v nesreči. Še pogrešate ženske v svojih vrstah? Ja, ampak jih je kar nekaj in to tudi že kar napredujejo na visokih položajih, tako da imamo celovito nekako izdelano organizacijo, delamo pa seveda tudi predvsem na vzgoji mladine, ki nas bo, upam, uspešno nadomeščala, ko nekako mi zaključimo. Hvala lepa in iskrene čestitke.
Sedaj pa je čas za glasbo. Moški vokalni kvintet Aeternum nam bo zapel skladbo skladatelja Walterja Lonigre, Canzona 2 z besedilom Franceta Prešerna Pod oknom. Predlagatelj naslednjega prejemnika plakete je državni svetnik Dušan Strnad s podporo različnih organizacij civilne družbe iz občine Ivančna Gorica. Na oder vabimo Jožeta Kozinca, ki ima za seboj več kot 40 let dejavnega prostovoljnega dela. Jože Kozinc ima velike zasluge za razvoj krajevne skupnosti Krka in občine Ivančna Gorica, pa tudi širšega okolja. Izkazal se je kot poveljnik štaba civilne zaščite ob žledolomu in drugih naravnih nesrečah ter v osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Pripomogel je k razvoju kulture, turizma, gasilstva, športa in drugih prostočasnih dejavnosti. Še danes je predsednik Kulturnega in športnega društva Krka ter aktiven član Turističnega in jamarskega društva ter Kajakanu kluba Krka. Sodeluje pri večini občinskih dogodkov, bodisi kot ustvarjalec, organizator ali donator. Zaslužen je za ohranitev knjižnice na Krki, za nakup prostorov in delovanje krških društev, za postavitev učnega čebeljaka ter za ohranjanje spomina na Avgusta Likovnika, poznanega slovenskega športnika ter turističnega delavca. Sodeluje s slikarjem Francetom Slano pri njegovem vključevanju in delu za lokalno skupnost. Pomaga pri razvoju športnih in jamarskih dejavnosti, že od malih nog pa je tudi prostovoljni gasilec. Sodeloval je v odboru za gradnjo podružnične šole in družbenega doma na Krki. Že dolgo je član sveta krajevne skupnosti Krka. Aktiven je v podjetniškem kolegiju župana občine Ivančna Gorica, ki pomaga pri zagotavljanju pogojev za delo obrtnikov in podjetnikov. Je eden od pobudnikov pisma o nameri za čisto reko Krko, pomagal pa je tudi pri realizaciji številnih komunalnih projektov. Jože Kozinc je človek presežkov in izjemne energije, ki jo modro in preudarno usmerja v skupno dobro. Iskrene čestitke. Povejte, je neke vrste ponos, ko vidite rasti svoje kraje, svojo lokalno skupnost, tudi po vaši zaslugi?
No, seveda, vsako opravljeno delo ima svojo ceno. To pa pomeni, da tega ne naredi sam, ampak s pomočjo družine, krajevne skupnosti, občine, skupnimi močmi zmagamo. Iskrene čestitke. Zveza za tehnično kulturo Slovenije je predlagatelj naslednje plakete. Na oder vabimo Marijo Osredkar, ki ima za seboj več kot 30 let dejavnega prostovoljnega dela. Ker pa se je gospa Osredkar opravičila, bo plaketo v njenem imenu prevzela Mija Kordež. Marija Osredkar je upokojena profesorica kemije, ki se je pred več kot 30 leti pridružila Zvezi za tehnično kulturo in gibanju Znanost mladini na področju kemije. Z gibanjem je 25 let, ko je bila poslovna sekretarka na področju kemije, skrbela za kakovostno aktivnost mladih. Spodbujala jih je k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti. Vodila je tekmovanje iz znanja kemije za učence in dijake, sodelovala pri pripravi in vrednotenju raziskovalnih nalog, ki so bile nekdaj obvezni del tekmovanj iz kemije. Delala je z mladimi raziskovalci, mentorji, recenzenti in predsedniki ocenjevalnih komisij. Skrbela je za pripravo in izvedbo javne predstavitve nalog in zaključne prireditve z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo nagrad. Danes še vedno aktivno sodeluje pri pripravi tekmovalnih nalog za učence in dijake za Preglova priznanja in plakete. Poleg tega je že več kot 10 let predstavnica Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Je tudi v mednarodnem odboru Evropskega tekmovanja mladih znanstvenikov in tehnikov, kamor vsako leto pospremi naše najboljše raziskovalce. En velik aplavz za znanost. Ste vedeli, da če tečete na Ljubljanskem maratonu, da ste del enega največjih maratonov na svetu? Si predstavljate, da bi na maratonu v New Yorku teklo 3 milijone ljudi, torej 1% ameriških prebivalcev? Jaz ne, kajti celo največje in najširše newyorške ulice ne bi zdržale tega pritiska. Po ljubljanskih ulicah pa se to zadnja leta dogaja. Po njih v tekaškem vikendu steče že več kot 1% vsega slovenskega prebivalstva, kar je svojevrsten fenomen, s katerim se lahko pohvali le redko katera država na svetu. Predlagatelj naslednjega prejemnika je državna svetnica magistra Darija Kuzmanič-Korva. Na oder pa vabimo prejemnika plakete Andreja Razdriha, pobudnika Ljubljanskega maratona in predsednika organizacijskega odbora. Ljubljanski maraton je največja tekaška prireditev v Sloveniji, ki poteka konec oktobra in jo že od leta 1996 dalje organizira mesto Ljubljana. Glavni dogodek je maraton dolžine 42 km. Tekači se lahko udeležijo 21-kilometrskega polmaratona, 10-kilometrskega rekreativnega teka, 4 km dolgega fun teka ter srednješolskega, osnovnošolskega in tako imenovanega lumpi teka. Dogodek je mednarodno priznan in se ga iz leta v leto udeleži več znanih profesionalnih kot tudi rekreativnih tekačev. Leta 1996 je na startu prvega slovenskega maratona stalo 673 tekačic in tekačev. Letos na 21. maratonu pa je v vseh kategorijah tekmovalo več kot 25.000 tekačic in tekačev. Pri organizaciji poleg profesionalcev sodeluje več kot 170 prostovoljcev, študentov in drugih. Andrej Razdrih, predsednik organizacijskega odbora, je idejni pobudnik te prireditve. V letu 1996 je takrat kot mestni svetnik v občini Ljubljana predlagal organizacijo omenjene prireditve. Sam večino svojega prostega časa posveti pripravi in izvedbi tega dogodka, ki je zaradi velikosti in kompleksnosti vsako leto bolj zahteven zalogaj.
Velika količina pozitivne energije, ki se sprosti med ljubljanskim maratonom, ne samo na progi, temveč tudi med ljudmi, pa tudi prireditev sama pomeni velik doprinos k celotni družbi. Tekači in svojci se medsebojno povezujejo, družijo in pripravljajo na tekmo. Da pa se prireditev vsako leto že 21. zapored izvede, pa je zaslužen prav Andrej Razdrih. Kdor ne teče, ni Slovenc, bi lahko rekli, glede na množično udeležbo tekačev v zadnjih letih. Res je, to bi res lahko rekli in moramo poudariti, da je ljubljanski maraton ena redkih prireditev, kjer je več tekmovalcev kot pa gledalcev. Vi, kadar tečete na rezultat? Ne, jaz tečem samo še rekreativno, pa še to bolj malo, moram reči, v zadnjem času. Bi pa lahko izkoristil to priložnost, da bi se zahvalil vsem prostovoljcem na našem maratonu, ki jih je več kot to, kot ste povedali, in smatram to priznanje ne samo zase, ampak za vse njih. Iskrene čestitke. Maraton vsako slovensko vas. Kdor teče in poje, slabo ne misli. Čas je za moški vokalni kvintet Aeternum. Samo za vaša ušesa skladba Bil sem srečen danes, skladatelja Ambroža Čopija na besedilo Ferija Lainščka. Šel sem gledat ptico, ki se z juga je vrnila. Novo pitje je dobila in še lepša kripša. Šel sem gledat sestro, ko se zjutraj je zbudila. Lepe sake si je srečen, kot so srečni cigani, pridi ljuba zopet meni, pridi in ostani. Bil sem srečen, kot so srečni cigani, pridi ljuba zopet meni, pridi in ostani. Pridi in ostani. Šel sem gledat ki čez proce je razlila. Divje sime je prinesla in ga zasadi. Šel sem gledat noge, ki ga mati je prižgala. Tople kote roke imele in se mi smejala. Bil sem srečen danes, ko so srečni cigani, pridi ljuba zopet k meni, pridi in ostani. Bil sem srečen danes, ko so srečni cigani, pridi ljuba zopet k meni, pridi in ostani. Pridi in ostani. Predlagatelj naslednjega prejemnika je državni svetnik, magister prava Tomaž Horvat. Na oder vabimo prejemnika plakete Dominika Sobana, ki se že 18 let bori za to, da diabetes in šport gresta skupaj. Dominik Soban je član Društva diabetikov Nova Gorica že 18 let, od tega 16 let njegov predsednik. Društvo šteje 412 članov z Goriškega, deluje pa na izobraževalnem in humanitarnem področju z osveščanjem sladkornih bolnikov in ostalih občanov. Preko 1000 članom je bila omogočena udeležba na delovnih terapijah. Vsako leto v akciji Diabetiki odprtega srca zberejo preko 1 tono oblačil in ostalih dobrin za pomoči potrebne. Dominik Soban je član izvršnega odbora Zveze društev diabetikov Slovenije že 10 let in predsedujoči skupščini.
Postavil je temelje nacionalnega programa laičnih svetovalcev ter zadnja 4 leta vodi vseslovenski projekt Dia Euro. Postavil je in kot direktor vodi slovensko reprezentanco diabetikov v futsalu, ki je na letošnjem Evropskem prvenstvu v Sarajevu zasedla odlično 5. mesto. Vsako leto organizira javno prireditev Zabijmo gol diabetesu, kjer se izbrana vrsta dia reprezentance pomeri z znanimi Slovenci. Zbrana sredstva se namenijo projektu Botrstvo za mlade diabetike socialnega roba. Že 10 let sodeluje tudi v akciji Za mladost brez drog, v okviru katere pomagajo odvisnikom pri vključevanju v normalno življenje, kakor tudi pri urejanju komun. Pomagal je pri zbiranju opreme in sredstev za vukovarske šole in vrtce ter vojne invalide. Vodi in sodeluje pri organizaciji humanitarnih prireditev. Zadnji 2 leti v akciji Tek in hoja za upanje odvrzimo tabuje za rakove bolnike. Iskrene čestitke. Diabetes in šport torej gresta skupaj, ampak na začetku je bilo pa nemalo predsodkov. Pri meni ni bilo predsotkov, kajti ukvarjal sem se športom približno 20 let, igral aktivno rokomet in potem igral 20 let mali nogomet z novinarji iz moje regije. So pa predsodki pri nekaterih športnikih, zlasti pa so pa predsodki pri trenerjih. S tem našo akcijo, ki jo vodim, poskušamo dokazati javnosti, da z diabetesom se da igrati tudi profesionalni šport. Zgodi se namreč to, da je odličen nogometaš, potem ga dajo trenerji na klop in kaže, ti si bolan, ampak mi pravimo, ni bolan, ampak treba se pravilno pripraviti in lahko normalno odigraš celo tekmo in celo nogometno tekmo. V moji ekipi imam tudi profesionalnega tenisača, to je edini tenisač v Evropi, ki igra z diabetesom. Podatek, ki zasluži en aplavz, iskrene čestitke in Predlagatelj naslednje prejemnice je državni svetnik Peter Vrisk. Na oder vabimo gospo, ki že več kot 40 let tke dragocene vezi povezovanja na podeželju. Gospo, ki razume, da si velik toliko, kolikor ceniš lokalno. Gospa Marta Toplak, izvolite po plaketo. Marta Toplak je vse od mladih let izredna organizatorka v javnem društvenem življenju, ne samo na občinskem nivoju, ampak tudi širše na področju severovzhodne Slovenije. Že vse od leta 1978 se prostovoljno udejstvuje preko Društva gospodinj ter Društva za ohranjanje in razvijanje dediščine. Bila je ustanoviteljica in predsednica Društva gospodinj Juršinci. V okviru društva je svojo angažiranostjo uspela vzpostaviti izobraževalni center Gospodinjski dom, katerega aktivnosti se odvijajo na njeni kmetiji. Namenjen je izobraževanju gospodinj preko predavanj in tečajev. V njem je tudi stalna kulinarična razstava, katero si ogleda širok krog izletnikov iz vse Slovenije. Že preko 20 let organizira praznik gospodinj, srečanje gospodinj in društev severovzhodne Slovenije. Leta 1993 je Marta Toplak ustanovilo Društvo za ohranjanje in razvijanje dediščine, ki ohranja zapuščino prednikov Slovenskih goric z področja gospodarskih dejavnosti, kulture in običajev. Uredila je tudi muzej dediščine kraljic. Vsako leto jeseni namreč organizira praznik Zahvala jeseni in ob tej priligi so 20 let zbirali po eno kraljico za vsako kmetijsko panogo. Iz te aktivnosti izhaja projekt Slovenska vinska kraljica in razglasitev kraljic drugih panog. V društvu je bila tudi režiserka filma, ki prikazuje življenje in delo naših prednikov. Poleg vsega naštetega je organizirala materinske praznike, folkloro, ocenjevanje urejenosti cvetočih domov in vrtov v občini Juršinci. Marta Toplak je celo življenje s svojim prostovoljnim delom preko društev in širše v regiji prispevala k razvoju izobraževanja na področju gospodinjstva, kulture in ohranjanja dediščine med ljudmi. Iskrene čestitke. Marta je bila svetopisemsko zavetnica gospodinj, gostoljubja, doma in družine. In tudi vi ste taka borka za pravice žensk, za pravice gospodinj na podeželju. Iskrene čestitke in komplimente izrekam. Hvala lepa.
Odkot ta potreba, odkot želja za to, da se borite za pravice gospodinj, tega mogoče prezrtega poklica? Seveda se mi zdi to zelo pomembno, kajti vrednost gospodinje je zelo nizka in ko sem začela s tem, sem pač razmišljala, da bo mogoče v družbi dobil mogoče vse formalno priznan poklic gospodinje. Sveta Marta pa tako kot se Marta, tako je moja babica se skozi rekla, da je to gostoljubna gospodinja in da je to, in ta svetnica je v času, ko pridemo do kruha v mesecu juliju, je to pomembna in tako mi pač prihajalo na misel, da bi bilo to zelo potrebno za naše gospodinje, za vrednoto doma, družine. Ste jim izbojevali že kakšne večje pravice zdaj v vašem koncu? Ja, glejte, veliko smo naredili, ne, ampak pravice so še vedno premale. Iskrene čestitke in še na mnogo Hvala lepa. Predlagatelj naslednjega prejemnika je Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez, Komisija za zamejski šport. Na oder vabimo prejemnika plakete Marjana Velika. Marjan Velik je rojen v Selah, v občini z največjim deležem slovenskih prebivalcev na avstrijskem Koroškem in že pri 55 letih je legenda slovenskega športa v Avstriji. Že od gimnazijskih let namenja slovenskemu športu v svoj prosti čas. Najprej kot aktivni športnik, med drugim kapetan 11-terice slovenskega atletskega kluba, nato kot trener pri različnih nogometnih klubih in od leta 1992 kot predsednik Slovenske športne zveze, edine reprezentativne krovne športne organizacije Slovenske narodne skupnosti v Avstriji. V funkciji predsednika Slovenske športne zveze Marjan Velik že skoraj četrt stoletja sooblikuje pozitiven razvoj slovenskega športa na Koroškem. Je tudi pomemben dejavnik na področju sodelovanja med vsemi slovenskimi športnimi zvezami v zamejstvu in tudi športnimi ustanovami v Sloveniji. Je član Komisije za zamejski šport pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Pod njegovim vodstvom je Slovenska športna zveza močno pridobila na pomenu znotraj Slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Uveljavila pa se tudi kot ugleden in kompetenten partner na nivoju dežele Koroške in v širšem prostoru Alpe-Jadran. Število v krovno športno zvezo včlanjenih športnih društev se je v zadnjih 25 letih več kot podvojilo, s tem pa tudi število aktivnih slovenskih športnikov ter članov društev in športnih delavcev. Bistvena naloga, ki jo opravlja Slovenska športna zveza na čelu s predsednikom Marjanom Velikom, skupaj s slovenskimi in dvojezičnimi športnimi društvi na bazi, je nedvomno tudi krepitev narodne zavesti med slovensko mladino na avstrijskem Koroškem. Tudi v svojem poklicu od leta 2001 je namreč vodja slovenskih sporedov v deželnem studiu avstrijske radiotelevizije ORF v Celovcu. Je Marjan Velik močan medijski steber slovenskega športa v avstrijski in mednarodni javnosti, saj je že tretjo mandatno dobo tudi predsednik športnih novinarjev Koroške SPK Kärnten. Iskrene čestitke. Šport ima večjo in močnejšo združevalno moč kot kultura, če govorimo o dvojezičnem prostoru Koroške. Ja, o tem sem dejansko prepričan, kajti tudi geslo naše Slovenske športne zveze na Koroškem je šport povezuje. Šport nas povezuje, nas manjšince, šport povezuje oba naroda in šport povezuje tudi preko meja in kot tak se tudi pojmujem, mislim, da sem tudi osebno skušal unesti pač te vrednote in predvsem moram pa povedati, da sem zelo ponosen, da sem lahko danes v družbi teh plemenitih ljudi, ki so storili toliko dobrega na svojih področjih in smatram pa dejansko to nagrado tudi kot nagrado za vse tiste športne funkcionarke in funkcionarje na Koroškem, ki skrbijo za to, da se slovenski šport dobro razvija in pa predvsem, ki skrbijo tudi za to, da slovenska beseda na Koroškem ne bo zamrla. Tudi to je naše poslanstvo in ob koncu, ker moja žena je učiteljica, danes ni imela časa, da bi me pospremila, tu sem pa sem zelo vesel, da so danes tu zraven pri tej podelitvi
Sonja Poljšak, predsednica komisije pri Olimpijskem komiteju, predsednik Olimpijskega komiteja Bogdan Gabrovec in pa legenda slovenskega športa Miro Cerar. Hvala, da ste prišli in da ste me predlagali. Hvala lepa. Predlagatelj naslednjega prejemnika je državna svetnica Bojana Potočan. Na oder vabimo prejemnika plakete Andrejo in Lojzeta Žeraka iz humanitarnega društva Abstinent. Društvo Abstinent, v katerega sta Andreja in Lojze Žerak vključena že 16 let, se ukvarja z zdravim načinom življenja in preprečevanjem odvisnosti. V tem obdobju sta zakonca začela delovati v društvu kot uporabnika. Lojze kot oseba, ki je tvegano in škodljivo uživala alkohol, Andreja pa kot aktivna svojka. Takoj, ko sta zmogla, sta se oba vključila v skupine za urejanje in tako nadaljevala sodelovanje z društvom. Že ves čas svoje vključenosti delujeta motivacijsko, zgledom in spodbujajoče za nove uporabnike. Kmalu sta se vključila tudi v samo delovanje in usmerjanje društva kot prostovoljca v terapevtskem programu skupin, saj sta vzor in primer dobre prakse zdravljenja. Prav tako v svojem okolju ves čas odkrito govorita o svoji osebni izkušnji in s tem spodbujata ljudi, da se odločijo za rešitev. V terapevtskem smislu je to zadnja faza, ki jo uporabniki programa s svojim zgledom in pomočjo širijo v okolici in so pripravljeni pomagati vsem, ki pomoč potrebujejo. Društvo Abstinent v zadnjem obdobju širi svoje delovanje tudi zato, ker sta zakonca Žerak vanj tako intenzivno vključena, predvsem v smeri širitve in poglabljanja prostovoljnega dela. Zakonca sta kot prostovoljca dnevno vpeta v delovanje društva in prav tako širše zastopata interese društva ter predstavljata njegovo delo v okolju. Iskrene čestitke. Je bilo težko na glas pregovoriti o lastni izkušnji? Mislim, da ni povsem enostavno, ampak potem midva sva pač kot uporabnika videla, kaj sva bila deležna vsega dobrega in potem sva razmišljala o tem, kako to izkušnjo oziroma to zadevo prenesti dalje in prostovoljstvo se nama je zdela idealna oblika, kako lahko to posredujeva. Tako da ni bilo težko potem, ampak ker izhajava iz enega dobrega društva oziroma terapevtke Brede Lepoše in tako naprej, se mi je zdelo, da je najina naloga lahka. Takšna ogrožena pasma ljudi ste prostovoljci v tem globaliziranem svetu. Zakaj ste se vi odločili tako aktivno sodelovati pri društvu Abstinent? Ja, jaz že zaradi njega, to predvsem zaradi tega, in pa da dajemo to, kar sva dobila, tako kot je že on rekel, od moje terapevtke Brede, ki jo moram zelo pohvaliti, ona je veliko dala, ta prvo ona, da smo začeli naprej, in pa seveda gospod Lepoša Štefan, ki je bil tudi karkoli na pomoč kot direktor centra, in da to, kar sva dobila, dajeva tudi naprej. To je predvsem naše geslo. In to je dober občutek. Ja, je res. Da prostovoljstvo raste, to me predvsem veseli, da nisva edina, ampak da je, bom rekel, duh ušel iz steklenice. Iskrene čestitke in še na mnogo uspehe. Tik pred koncem pa še zadnji glasbeni predah. Moški vokalni kvintet Aeternum in skladba Zemlja pleše, avtor glasbe je skladatelj Mojmir Sepe, avtor besedila pa Gregor Strniša. Sredi zvest, noč in dan se vrti ta svet, zemlja pliše, tja med zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, tisoč let že, zemlja pliše. Orion, saksofon, mesec kontrabas, zemlja pliše.
vsak oblak, in vse ceste in celota naj, invalido. Zemlja pliše, tja med zvezde. Tisoč let živi, zemlja pliše. Zemlja pliše, tja med zvezde. Vizija v zraku vsak oblak, in vse ceste in celota naj, mali dom, in celota naj, mali dom. Ja, pripesali smo h koncu naše današnje prireditve. Spoštovani nagrajenci, spoštovane nagrajenke, še enkrat iskrena hvala za vašo skrb, za to, ker se trudite, ker svojim delom kljubujete individualizmu, tekmovalnosti in uspehu, katerega pokazatelj so predvsem materialne dobrine. Hvala, ker si upate biti drugačni. En velik aplavz za vse današnje prejemnike plaket. Spoštovano občinstvo, hvala za pozornost. Preden pa vse vas povabim na manjšo pogostitev v predverje, pa na oder k skupinski fotografiji povabim še vse prejemnike in prejemnice plaket, da obeležimo skupno fotografijo naš današnji dogodek. Hvala vam za vašo pozornost in srečno.